Dobrodošli nazaj. Z nami sta še vedno Bojan Požar in magister Sebastijan Jeretič, komentiramo pa včerajšnjo prvo veliko predvolilno soočenje na POP TV. Bojan, Sebastijan, teme, ki so jih včeraj zbrali kolegi na POP TV-u za to soočenje, začeli so z otroško srčno kirurgijo, potem so šli na drugi tir in ostale stvari. So se vam zdele te teme pač prave teme? So to tiste nevralgične točke, v katerih bi morala teči kampanja pred letošnjimi volitvami? Jaz bi rekel, da torej zdravstvo in drugi tir zagotovo. Sicer so hitro upletli še dogajanje v sindikalnega boja na železnicah, zaradi tega, da lahko nalepijo zraven nalepko SDS. Zdaj, ne glede na to, da so bile teme dejansko usmerjene v sedanjo vlado, je glavna tarča vseh napadov včeraj bil Janez Janša, kar je malo čudno. Bi rekel celo, da je na drugem mestu tarč bil Karel Erjavec in šele na tretjem, recimo, Miro Cerar kot aktualni predsednik vlade. In ki se je, mislim, da zelo dobro tudi držal, ker je imel dokaj lahko obrambo z izjemo sicer zdravstva, ker še vedno nima odgovora, zakaj je do konca podpiral ministrico, ampak na drugih področjih mislim, da se je še kar v redu držal in je res nenavadno, da po koncu enega takega mandata, ki ga javnost ocenjuje kot klavrnega, čeprav ima določene ekonomske in javnofinančne rezultate, ni glavna tarča predsednik vlade, ampak je glavna tarča lider opozicije, to res ni nekako najbolj naravno. Je pa ravno to, da je bil Janša v popolnem središču celotnega soočenja, po mojem naredilo njega tudi za zmagovalca tega soočenja, ker je mirno z nasmeškom večji del soočenja igral obrambo, popolnoma lahko, z nekaj kontra ofenzivami, malo Erjavcu, malo Cerarju, malo Mescu. Skratka, nenavadno potek sicer, nenavaden, če gledamo z vidika neke običajne demokracije, ampak popolnoma običajen za Slovenijo, ker vidimo, da je že zadnje mesece seveda glavni problem Slovenije, torej lider opozicije, ne pa konkretna koalicija. Ja, Bojan, preden ti damo besedo, sam še nekaj, če dovoliš, bi pokazal eno fotografijo, ki po mojem mnenju potrjuje to, kar je zdaj rekel Sebastijan glede Cerarja. Evo, to je posnetek pač Mira Cerarja iz včerajšnjega soočenja. Jaz mislim, da ta fotografija pove več kot 1000 besed. Bojan, izvoli. Ne vem, kaj nam pove ta fotografija? Da ni prišel do izraza, da ni prišel do besede. Pač je dvignil roko kot v šoli, ima pa, če ste opazila, podoben izraz na obrazu kot na svojih teh jumbo plakatih, kjer sicer sporoča bolje za vse, ampak njegova fotografija pa nam na nek način sporoča I don't agree, se pravi, ne strinjam se s to izjavo. In tudi včerajšnja njegova podoba na televiziji se mi zdi, da mal ni navajen tega, da je tam neko peto kolo. 2014 je vendarle bil bolj v središču pozornosti. Izvoli, Bojan. To sem hodil sam v bistvu dodati dve stvari. Načeloma se strinjam s tem, oziroma strinjam se s tem, kaj je prej rekel Sebastijan. Zgledali, mislim, ampak to niti ni moja opomba. To sem danes slišal v Ljubljani, ker sem se pogovarjal z ljudmi, nekaterimi okoli tega včerajšnjega soočenja. Nekdo mi je rekel, pa se s tem strinjam, da je včerajšnje soočenje izgledalo tako, da bi Janša vodil zdaj 2 mandata zapoje to državo, imel obakrat 51%, so absolutno večino, in vsi ostali so pa v opoziciji. Zdaj pa polaga račune. Zdaj polaga pa račune, približno tako je bilo. In se mi zdi, da je pa to zdaj v zadnjih tednih se pa tudi nekako malo začel zdaj lomiti, celo v tem smislu, da na nek način se pri Janši opaža nek efekt neke žrtve, ker to pa zdaj vidimo, to več pa ni normalno. In celo zadnjič prvič berem v Delu, Suzana Kos, mislim, med tem intervjujem za Karlom Erjavcem rekla, ampak a mogoče, gospod Erjavec, se vam zdi, da malo pretiravamo s to desnico, z to grožnjo desnice. Se mi zdi, da je to, bom rekel, ta efekt, in to Janša je pa tako, bom rekel, oddelal z nekim nasmehom, in se meni, tako, bom rekel, se mi zdi, da je že Janša toliko je že vajen teh napadov, da včasih sploh več ne reagira tako, kot bi, ne vem, jaz bi mogoče drugače reagiral, bolj srdito, ampak on pa je to nekako, bom rekel, vse, precej, če je vse mirno prenesel. Zdaj, kaj se pa tiče okoli zdravstva, je pa tako, tukaj je, točke so bile res, ko bom rekel, locirane na posamezne igralce včeraj, na posamezne politike, ampak zdaj glede zdravstva pa se mi zdi, da je pa to dejansko, to je neko
rekel, področje, ki je v bistvu pokopalo to Cerarjevo vlado, ne glede, zdaj itak že prepozno, da bi se distancirala, oziroma Mira Cerarja, itak že prepozno, da bi se on distanciral zdaj od zdravstvene ministrice, ne. In mislim, da tukaj preprosto nima nobenega odgovora. Miro Cerar več na področju zdravstva nima nobenega odgovora, tudi če tisočkrat reče, da je on v 80% izpolnil zdravstveno reformo, ne, to, kar zdaj poskuša govoriti. In tudi potem, recimo, če je kdo od vaju dveh gledal komentiranje tega včerajšnjega soočenja, ne, on kolega zdravnik, zdaj se ne morem spomniti priimka, je pa popolnoma uničil, ne, Cerarja na področju zdravstva. In tukaj mislim, da je to je pravzaprav njegov, bom rekel, ta glavni pavec, ne? Ta kaos na področju zdravstva. Tukaj se popolnoma strinjam in mogoče bi bilo še najboljše, da se res opraviči za kadrovsko izbiro, ker mislim, da je krivda izključno na ministrici, vsi, ki jo poznajo že iz prejšnjih funkcij. On jo zdaj zagovarja. On jo zagovarja ves čas in tudi do konca. Boljše bi bilo, če bi se opravičil za to izbiro, ker so vsi, ki jo poznajo iz prejšnjih funkcij, v štartu rekli, da je ona karakterno nesposobna usklajevati različne poglede. In glede na to, kakšna je situacija v zdravstvu, je torej spodletelo že pri usklajevanju zakonskih rešitev, še bolj pa pri pomanjkanju razumevanja te vlade, da je v zdravstvenem sistemu toliko gnoja, da ga ne boš ti rešil z zakonodajo, ampak da je treba iti celico po celico tega gnoja odstranjevati. In šele na koncu mandata so povlekli končno neko očitno v redu potezo z Šabedrom na kliničnem centru, ker pravijo poznavalci, da vleče prave poteze, reže prave ljudi in da če bi njega pred 2 leti postavili, bi mogoče še kaj bilo iz te zadeve. Ne? Ampak v vsakem primeru se strinjam, da je predvsem zdravstvo, pa v manjši meri mogoče pravosodje, ker tudi ni bilo čisto nič narejenega, povleklo Cerarja dol, ne glede na vse rezultate, ki jih Slovenija in slovensko gospodarstvo recimo beleži, ampak ni preprosto nikogar, ki bi te rezultate pripisal tej vladi, ker je čisto vse zasenčilo to stanje na področju zdravstvenega sistema. Zdaj, preden gremo komentirati naprej, zakaj se nam Janša nenadoma smili, ne? Predlagam, da si pogledamo, koliko dni pa je res bila katera stranka v vladi, ne? Da se navežemo na tvojo istočnico, Boja. Ne? To je grafika včeraj, ki se je pač predstavil tudi v oddaji in potem na 24ur.com in vidimo, da nesporni zmagovalec po številu dni v vladi je presenetljivo ali pa ne, stranka Desus, potem LDS, ki ga ni več, SD, ne? SLS in tako naprej. Ne? Se pravi, Janez Janša tukaj ne pride niti med prvih 5. Ne? Zdaj, kako si to razlagate? A je ta vse prisotnost Karla Erjavca vendarle nekako počas načenja tudi to njegovo politično avreolo? Ne? Se mi zdi, da v prejšnjih volitvah je bil tudi na soočenih bolj prepričljiv, bolj živahen, zdaj pa se mi zdi, da mu gre kar za nohte na teh volitvah in stranki Desus seveda. Ne? Jaz tudi mislim, da je letos Erjavec tarča kritik z vseh strani in če bi naredili referendum, koga bi raje vrgli iz slovenske politike, mislim, da bi on zmagal celo proti Janši. Da torej manj ljudi, pa mogoče tudi neupravičeno, je na njega letelo, dajmo reči, ves gnoj celotne tranzicije, ampak v vsakem primeru je letos tarča napadov z vseh strani in strinjam se, da včeraj se je videla že ta nervoza. Tudi tam, kjer je imel recimo on neko svojo zgodbo in nek napad na druge, se je videlo izjemna živčnost in užaljenost praktično, tako da mislim, da na tej čustveni ravni daje signale javnosti, da ni tako samozavesten, kot je bil recimo pred 4 leti, ko je naredil res tudi vrhunski rezultat. Ampak njega nimamo za žrtev Boja, ne? Ne, zdaj to jaz, dobro, Sebastian je pač retorik, ne, in svetovalec in poznavalec marketinga, tako neuromarketinga in tako dalje, bom jaz mogoče malo bolj trde izraze uporabil, kot je povedal Sebastian. Ne, to hoče reči, no, da je preprosto se mi zdi, da je zdaj res po vseh teh letih, ne, odkar je Desus na vladi, mislim, da okoli 20 let, Javec je pa 10 ali 12 let, da je preprosto ostal, ne, kot pravimo, brez teksta. Ne. In včeraj se je to je zdaj že drugo soočenje, včeraj se je pa to eklatantno videlo. Ne. On je bil na koncu, se je celo tresel, so mi rekli ljudje, ki so stali za njega včeraj, fizično tresel, nervozni postal, in če ste videli, je postal žaljiv. Ne. Pa zdaj ne mislim žaljiv do Janše, ampak tisti izraven, pa žaljiv do javnosti. Ne. Tako bom rekel, bil je nekako skoraj da na robu nekega živčnega zloma. Ne. Je to treba vedeti, da se zdaj pravzaprav njemu, bom rekel, se mu dogaja realnost. Ne. On je zdaj živel 4 leta, je bil zunanji minister, dobival se z Lavrovom, ne, rdeče preproge,
vozil se okoli za tajkuni, Janez Škrabec in tako dalje. Zdaj pa je naenkrat prišel v volilno kampanjo, vprašanje sploh, kakšen odnos ima še on za to stranko Desus, ne? Jaz težko rečem zdaj, kaj se pa v tej stranki dogaja. In že to dejstvo, da je on po 3 mandatih moral zapustiti svoj volilni okoliš, to je Žalec, ne? In iti nazaj v Tržič, ne? Ker enkrat ni bil že izvoljen, ne? To kaže, da je res vprašanje, ne? Ali bo Desus prišel v parlament. Ne, moja ocena je, da zna Desus priti z minimalnim številom poslancev, to je 4, ne? In pa zdaj si skoraj da upam komentirati, če bo prišlo do te situacije, da pa Karl Erjavec ne bo med temi 4 poslanci in da ne bo izvoljen. Ja, zdaj, če se vrnemo zdaj Janši, ne, zdaj mi trije verjetno pač težko bi že kdaj prej rekli, da se nam Janša smilo, ampak zdaj se nam smili, a je to zaradi tega, ker ta konkurenca, tako imenovana levica, ne, pa te stranke, ki jih podpira tranzicijska levica, res v bistvu v enem mesecu pa pol niso predstavili praktično nobenega drugega programa, kot samo strah pred Janšo. A vidva mislite, da se je to, kar se je dogajalo recimo na prejšnjih volitvah, da so malo preveč stavili na ta anti-Janša efekt, ne, in so mislili, da bo to dovolj za to, da pač bodo Janšo premagali na volitvah. Kakšno je vajino mnenje? Ja, po 10 letih se vsaka zgodba nekako izpe, ne gre več naprej. Torej, 3-krat zapored je levica zmagovala izključno z anti-Janša momentom in 3-krat je bilo to dovolj. 4. se bo izkazalo, da kaj drugega očitno v rokah tudi nima, ker vidimo, da tudi od komentatorjev do samih kandidatov kaj drugega nimajo ravno za pokazati. Ne? Težko zdaj nekdo zaupa stranki, ki je bila toliko časa na oblasti in zdaj napoveduje v prihodnjem mandatu se bo pa res potrudila za srednji razred in znižala davke in podobno. Ne gre več. Torej, ko si ti toliko časa na oblasti, ti v kampanji niso na prvem mestu obljube za naprej, ampak moraš najprej pokazati svoje konkretne rezultate. Ne? In tukaj jih dejansko trenutna koalicija in levica enostavno nima dovolj. SMC lahko vsaj še kako malenkost kje pokaže, ampak na nivoju, recimo SD lahko pokaže svetovni dan čebel, Desus pa praktično nič na 4 resorjih, ki jih ima. Ne? Jaz ne verjamem, da bi v javnosti več kot 1% ljudi sploh znal našteti, katere 4 resorje ima recimo Desus. Vprašanje, če bi mi 3 znali zdaj. Vprašanje, če bi člani Desusa znali. Ne, jaz si znam našteti. Ministrstvo za okolje, potem tole ministrstvo za zunanje zadeve, ministrstvo za Slovence po svetu. Kultura. In kultura. Vsi 3 skupaj na vrata, ampak mi smo v faktor, mi moramo vedeti, ampak povprečen volivec Desusa, pa se strinjam s tabo, Sebastian, verjetno res ne ve, kaj ti praviš? Ne, to ima Sebastian spet popolnoma prav. Jaz mislim, da je pa zdaj že res tako daleč prišlo, da je po mojem zelo malo Slovencev. Ne vem, komu je še možno predati tezo, da je boljše, da se za 800-krat povečajo čakalne vrste, da je boljše, da ti plačuješ zdravstvene storitve, ko zboliš, greš v čakalno vrsto, 2 leti čakaš zdravnika, v zameno ti pa politika obljubi, da pa ne bo na oblasti Janez Janša. Če začnejo pa, mislim, to je pa po mojem takšen absurd. In če k temu dodaš, edina točka programa na področju zdravstva, več denarja moramo dati noter. Torej, več denarja pobrati in dati noter. Nobene racionalizacije procesov. In ta iracionalna politika, ponujanje čakalnih vrst, samo da ni Janša, to se je po mojem zdaj izpelo. To se je preprosto izpelo in tudi Erjavca je pa seveda zadela, so pa zdaj pa šle kot bumerang te njegove obljube okoli teh 1000 evrov pokojnine, ki zdaj on sicer skuša nekoliko obračati, ampak jaz to vidim po socialnih omrežjih, spremljam. Zdaj je dobesedno zoper Karla Erjavca je dobesedno gnev in mislim, da on nima nobenega argumenta, da bi lahko to ublažil. Ja, v več kot 5000 dnevih v vladi bi lahko že izpolnil to obljubo. Ampak ste videli, številke so sakljive. Taka statistika zdaj že mene preseneti, ker spremljam politiko, da je Desus že 20 let v vladi. Ja, to je res hudo. Zdaj, a se vama zdi, da je recimo Miro Cerar s tem svojim odstopom, takrat je večina analitikov komentirala super poteza, da je vendarle mal minski kamen obesil zdaj dosedanji koaliciji s tem svojim odstopom, ker ljudje se na neki točki morajo vprašati, zakaj bi glasoval za nekoga, ki je odstopil, Mislim, ne vem, če gre ljudje tako globoko v razmišljanju. Jaz mislim, da je bila tisto strateška dobra poteza. En teden je tudi zelo dobro bil v zagonu. Kazalo je že, da zna celo ujet zaostanek recimo za SDM in Marjanom Šarcem, ampak potem je pa spet vse nekako splahnelo in ne pride
nekako do izraza. Čeprav mislim, da je dejansko, če gledam vladni trojček, na nastopih še daleč najbolj samozavesten od vseh treh. Ne. Židan je malo neopazen, Erjavcu se vidi res izjemna nervoza, on pa razen, ko so kakšne teme, ker res ne more čisto nič povedati, deluje kar samozavestno in odločno. Ne. Tako da je vsaj, dajmo reči, ustavil padanje nekako stranke. Veš kaj, sej pomanjkanje stika z realnostjo, Sebastian, je vedno bila močna točka Mira Cerarja, če se malo pohecamo, izvoli Bojan. Ne, mene pač moti, zdaj bom rekel, dobro, jaz ne vem, koliko to pač ljudje, bom rekel, vidijo tudi, ampak moti me to, da je pravzaprav začel Cerar v teh svojih nastopih, ne, televizijskih, mislim, zelo, zdaj se, kako rekel, brez težav se zlaže že, ne. To je, glede, tako kot se pravzaprav Cerar zdaj laže, tudi glede dejstev za nazaj svojega vladanja, to je, bom rekel, zelo moteče in če bom rekel, pozorno poslušamo njegove nastope, vidimo, da ima tudi precej sovražnega govora. Ne? To je zanimivo gledati, to, da je pač profesor etika in tako dalje. Ne? Se mi zdi, da je on eden od tistih politikov, zdaj teh politikov na špici, ne? Ki uporablja zelo, zelo veliko sovražnega govora. In to je pravzaprav ta obrat, ki ga je Cerar naredil v teh 4 letih, ne? To, kar opažajo tudi ti njegovi osebni prijatelji, ki ga poznajo odprej, je zelo nenavadno. Ne? Takih primerov, mislim, oblasti pač stopi v glavo, razumemo, ampak takih primerov, takih preobratov, kot je bil sposoben Miro Cerar, je pa zelo, zelo malo. No? In zdaj treba pač za njega, on tudi prihaja v realnost. Na prejšnjih volitvah je dobil 35-36%, zdaj bo vesel, če bo dobil 5%. Da bomo videli, kako se bo v teh okoliščinah obnašal. Še zadnje vprašanje, v enem stavku, prosim, oba, če lahko odgovorita. Če bo POP TV obdržal isto formulo 7 pač predsednikov strank, ne, nikoli ne vemo, a pričakujete, da bo kakšna sprememba na njihovem zadnjem soočenju prihodnji teden v tej sestavi? To je pa težko napovedati, ker je gneča pod temi 7 mesti kar velika. In se zna v nekaj dnevih obrniti, če bodo ljudje začeli spremljati kampanjo in spreminjati, dajmo reči, navajena stališča. Jaz bi samo rekel, če bi na bodočem soočanju, na prihodnjem soočanju na POP TV sodelovala ali Zmago Jelinčič ali pa jaz, bi vsekakor bilo to veliko večji magnet za gledalce in veliko raje bi si pogledali to soočanje. Najlepša hvala obema za današnje gostovanje v oddaji. Vrnemo se po oglasih, ko bomo čestitali Leo Messiju za 5. osvojeno zlato kopačko.